Hvala za povabilo. Prvič na tej strani, ali sem se ga dali. In ja, kot je bilo napovedano, bo v današnjem predavanju predstavljenih nekaj vsakdanjih problemov, pa ne v smislu, s katerimi se vsak dan srečujemo, ampak v smislu, s katerimi se srečujemo v življenju in kako nam pri tem matematika lahko pomaga. Predavanje je v bistvu spodbuda k temu, da predvsem ljudje, ki ne poznajo toliko matematike, vidijo, da je matematika lahko veliko pomoč in da to ni samo računanje samo zase. In danes se bomo bolj natančno posvetili teoriji grafov in še bolj natančno dominaciji znotraj tega. Če zdaj na kratko povzamem, o čemu bomo govorili. Začeli bomo na začetku, kjer je tudi motivacija za dominacijo zrasla in sicer pri vprašanju o kraljicah, torej pri šahu bomo začeli. Potem bom dala te osnovne definicije, ki jih bomo rabili za to, da bomo razumeli, kaj so dominantne množice v grafih. In na koncu bom predstavila 3 tipe problemov, ki jih lahko s tem rešimo. Čisto na koncu pa še nekaj besed o temu, koliko je to enostavno ali ne. Če začnemo zdaj na začetku. Torej, vse skupaj motivacija naša vsega oddaljena 1862, ko je Jajniš skušal odgovoriti na sledeče vprašanje. Kolikšno je najmanjše število kraljic, ki ga potrebujemo, da pokrijemo šahovnico velikosti n×n? Če kdo igra šah, približno ve, kako se figure lahko premikajo in to pri tem tudi upoštevamo. Torej, če imamo, recimo za primer, šahovnico 8×8 velikosti, vemo, da se kraljica v eni potezi lahko premakne za poljubno število pol vodoravno, navpično ali pa diagonalno. In pokriti šahovnico pomeni, da po šahovnici razporedimo kraljice tako, da smo v eni potezi lahko z eno od kraljic na poljubnem polju šahovnice. Torej, s to kraljico pokrijemo vse polje, kjer so križci, z neko naslednjo, ki bi jo postavili, pokrijemo še nekaj dodatnih polj in tako naprej. In vprašanje je bilo, koliko najmanj kraljic potrebujemo za ta primer. In z majhnimi šahovnicami je to dokaj enostavno. Torej, če imamo šahovnico 1×1, ena polje kraljica in smo zadevo rešili. 2×2 nam je tudi dovolj ena kraljica. In ena je dovolj tudi za 3×3, če jo postavimo na sredino. 4×4 je prvi primer, kjer nam ena kraljica ni več dovolj. In na sliki imamo en primer postavitve 2 kraljic, seveda ni edini, imamo več možnosti. In tako bi se lahko igrali naprej, še 5×5, 6×6 in počasi naletimo na težavo. In prvi trši oreh, na katerega so naleteli, je bilo 8×8. Zdaj, na sliki imamo primer postavitve 8 kraljic. Vemo, da zagotovo več kot 8 ne bomo potrebovali. Pa tudi, če jih ne postavimo tako, lahko bi vse postavili eno vrsto, vsaka bi pokrila svoj stolpec in šahovnica bi bila pokrita. Zdaj, tako postavljene jih je tudi 8, pa pokrivajo. Vprašanje je, a lahko kakšno odstranimo, lahko naredimo kaj boljše po 8. In izkaže se, da ja. Torej, če te naše kraljice ne postavimo v to razporeditev, ampak po diagonali, prva stvar, ki lahko opazimo, je, da se zagotovo lahko znebimo, naprimer, tele vogalne. Ker vrstica, ki jo vogalna pokriva, je pokrita s temi, stolpec ravno tako in samo vogalno polje tudi pokrivajo ostali kraljici, ki so itak na diagonali. Torej, te se lahko znebimo in jih imamo že 7. A se lahko še česa znebimo? Če se spomnimo nazaj v manjše primere, smo ugotovili, da za 3×3 šahovnico rabimo tudi samo eno kraljico. Torej, če se znebimo še tega dobimo tule 3×3 košček, ki je pokrit z eno kraljico. In ostali stolpci in vrstice so še vedno pokriti z ostalimi, ki so po diagonali. Znebili smo se 2.
Torej, zdaj smo prišli na 6 kraljic. A lahko še kaj damo stran? Spodnje strani enako. Kako? Spodnje strani enako? Ne gre. Tako. Če odstranimo spodnjo, imamo še vedno nekaj pol, ki ni pokritih, ne? Torej, vogalni, pa še nekaj vmes. Ok, zdaj lahko se malo zabavate, pa probate na to konfiguracijo, lahko probate sami 8x8 pa postaviti, mogoče ne po diagonali, pa videti, če se da kaj manj. Zaenkrat vam lahko razkrijem samo, da leta 1990, torej več kot 130 let kasneje, so šele uspeli pokazati, da lahko pokrijemo s petim. In vam še ne bom izdala, tako da če imamo dolg čas med predstavitvijo, se lahko malo s tem poigraste, bo pa rešitev, potem tudi bom podala rešitev na koncu. Ok, in kako zdaj to, zakaj iz tega pride dominacija? Zdaj, že same besede, ne, torej kraljica pokrije šahovnico, torej dominira polje v šahovnici, bi bila usporednica. Če gremo nakratko skozi to, kaj se je s šahovnicami dogajalo, od takrat, ko je bilo postavljeno vprašanje o kraljicah. Torej, v letih, ki so sledila temu, je vprašanje kot tako poželo ogromno zanimanja, ker je bilo postavljeno v šahovskem kontekstu, predvsem med šahisti. In s tem, ko so reševali to vprašanje, so se jim porodila sorodna vprašanja. Naprimer, kaj če pa kraljice zamenjamo s kakšno drugo figuro? To je ena možnost. In spet upoštevamo, kako se ta figura lahko premika po šahovnici in imamo isti oziroma soroden problem. Druga možnost oziroma drugo vprašanje, ki se jim je še porodilo med reševanjem vprašanja o kraljicah, je bilo torej, imamo določene figure, še vedno želimo pokriti šahovnico, ampak želimo pokriti tako, da se figure med seboj ne napadajo. Kaj zdaj pomeni ne napadajo? Da ena figura ne more s temi potezami, ki jih ima dovoljene, priti do druge figure. Zdaj, če si pogledamo malo nazaj, to je naprimer tale razporeditev. V tej razporeditvi nobena kraljica ne pride do druge kraljice, ne po diagonali, ne po vodravnih ali pa navtičnih poljih. Torej, kaj rabimo v tem primeru, če ne dovolimo napadanja? In še tretje vprašanje, ki je bilo popularno, je bilo, imamo neke figure, pa zdaj nas ne zanima, da pokriti šahovnico, ampak bi radi samo na šahovnico dali čim več teh figur, tako da se med sabo ne napadajo. In kar nekaj let kasneje pride tudi večje delo bratov Jablum, ki objavijo odgovore na nekatera zgornja vprašanja, konkretno za trnjave, kralja, konja in lovca. In to je bilo eno bolj obsežnih del, ki imelo zelo zanimive pristope za tiste čase. V tem obdobju, torej leta 58, pa se prvič zadeva pojavi tudi v konceptu teorije grafov. Takrat Berš objavi knjigo o teoriji grafov in prvič uporabi koncept dominantnega števila, torej dominacije, sicer pod drugim imenom. Nekaj let kasneje Einstein in Ored objavita novo knjigo o teoriji grafov in prvič uporabita izraze, ki se uporabi še danes, torej dominantna množica in dominantno število. Kaj to je, boste zvedli po minuti. In še nekoliko kasneje, Kokejn in Hedetnjemi v nekem preglednem članku, ker do takrat je nekaj gradiva že bilo, uvedeta notacijo za dominantno število, ki je v uporabi še danes. V letih, ki sledijo temu preglednemu članku, nastane o dominaciji preko 1200 člankov, zadeva požanje ogromno zanimanja in podobno kot se je zgodilo to s problemom kraljic, se tudi tukaj v bistvu pojavijo tudi neke variante dominacije. In da bomo zdaj vedeli, o čem govorimo, gremo na to, kaj so grafi in kaj so dominantne množice. A kdo ne ve, kaj je graf? Samo da vem, koliko časa moram govoriti.
Torej, graf je nek matematični objekt, ki je sestavljen iz točk in povezav. In povezave so dvoelementne podmnožice elementov iz množice točk. Ok, če vzamemo zdaj primer, to je naš graf, ima 4 točke, A, B, C in D, in ima 5 povezav. Torej, AB, AD, BD, BC in CD. In ta zapis ni ravno zelo običajen, ker postane hitro nebrljiv, zato običajno zapis povezav poenostavimo in opustimo množice. Ok, zdaj, ko vemo, kaj je graf, je še en koncept, ki ga bomo rabili, kaj je soseščina. In čisto intuitivno so sosedi neke točke tisti, ki so s to točko povezani. Ja, torej, soseščina točke A sta točki B in D. Ok, zdaj, ko vemo, kaj je graf, se lahko vprašamo, ok, kaj je pa zdaj dominantna množica. Torej, dominantna množica je neka podmnožica točk grafa, tako da vsaka točka, ki ni v tej naši podmnožici, ima nekaj skupnega z množico. Torej, ima vsaj enega soseda v tej množici. Ok, zdaj, da bo malo lažje, imamo primer. Če je to naš graf, naprimer, ena dominantna množica je A, F, E. Zdaj, če pogledamo A, F pa E, vidimo, da množice, ki niso v točki, so te 3, in res, B ima v množici A pa E, D ima v množici E, C ima v množici F, torej je ta množica res dominantna. Drug primer, naprimer, A, B, E. Spet, če si pogledamo A, B, E, to so te skrajne leve točke. Torej, D ima za soseda B pa E, C ima za soseda A pa B, ki so v množici, in F, ki ni v množici, ima za soseda E. Vse točke, ki niso v množici, imajo soseda v množici. Ok, dominantne so tudi ta črna barva, točke obarvane črno sestavljajo eno dominantno množico, točke obarvane modro sestavljajo eno dominantno množico in rdeča točka je tudi dominantna množica. Kaj je med temi množicami razlike? Vse so dominantne množice. Ok, prva stvar, ki pride, da niso enako velike. Še en pomemben koncept, ki ga imamo, je, kaj je to minimalna dominantna množica. Torej, množice 3, 4 pa 5 so minimalne. Minimalna pomeni, da iz množice ne smemo nič odstraniti, ne da bi izgubili to, da je dominantna množica. Ok, če so 3, 4 pa 5 minimalne, pomeni, da 1 in 2 niso, glede na to, da niso omenjeni. Če pogledamo, naprimer 2, vidimo, da res, če iz druge množice odstranimo A, dobimo ravno to četrto. Torej, ni minimalna, lahko damo A stran. Če si pogledamo to prvo, A, F pa E, tudi vidimo, da če odstranimo F, bo množica, ki vsebuje samo A pa E, še vedno minimalna, še vedno dominantna. Torej, množica 1 ni minimalna. Ok, torej, v splošnem nas zanimajo samo minimalne dominantne množice, ker je dominantnih množic lahko ogromno in tisti, ki vsebujejo ene manjše, so itak dominantne. In pomembno je še, da ločimo med minimalnimi in najmanjšimi dominantnimi množicami. In najmanjša je pa tista, ki je po velikosti najmanjša, torej, ki vsebuje najmanj elementov. V našem primeru, izmed minimalnih je to 5. množica. Kaj lahko še tu povemo? Da je vsaka najmanjša množica minimalna, ni pa vsaka minimalna najmanjša, ne? To je pomembno. In prej smo imeli še dominantno število. In dominantno število grafa, standardno oznako iz leta 77, je velikost njegove najmanjše množice. Torej, za naš primer je najmanjša množica velikosti 1, torej dominantno število tega grafa je 1. Ok, zdaj približno vemo, s čim imamo opravka, torej se lahko posvetimo našim problemom, za katere smo danes tu. Ok, torej prvi je načrtovanje postavitev radijskih oddajnikov. Pa ne velja samo za radijske oddajnike, velja za vse, kar se lahko podobno ponazori. Torej, naš problem je, da želimo postaviti radijske oddajnike na nekem širšem območju z manjšimi vasmi. In radijski oddajniki seveda niso poceni, zato bi jih radi postavili čim manj.
ampak moramo paziti, da imajo tudi določen domet. Ne? Torej, če v vsakem primeru želimo pokriti celotno območje. In zdaj, kako si lahko z grafi in z dominacijo tu pomagamo. Okay, prvi korak je, da naš problem zmodeliramo, da bo ustrezal temu, kar imamo. Torej, rabimo nek graf. Ok, intuitivno. Rabimo točke in rabimo povezave. Kaj bi dali za kaj? Vasi so točke, super. In povezave? Zdaj, signal potuje po zraku. Torej, če je znotraj dometa, pravi povezave. Še ni dometa. Zaenkrat imamo samo območje z vasmi. Torej, načeloma lahko vse vasi povežemo med sabo. Paziti moramo edino, če je med vasmi kakšno večje hrib ali kakšno omejitev, da signal ne bi mogel iti preko. Torej, vasi med seboj povežemo s povezavo, če vmes ni objektov, ki bi preprečevali širjenje signala. Ok, in zdaj, kot je bilo že omenjeno, nikjer še nismo upoštevali nobenega dometa. Torej, za končno rešitev bomo rabili tudi to nekako podati v naše informacije. In to lahko naredimo tako, da vsako povezavo opremimo z zračno razdaljo, ki je med tema dvema vasema. Ok, in ko vse to imamo, bo zdaj naša rešitev odvisna od dometa. Ok, pa dajmo si pogledati en konkreten primer. Ok, torej, točke so naše vasi, povezav imamo veliko, pa domete imamo tudi dane. In ugotovimo, v akciji so 50 km oddajniki. Koliko jih rabimo? Zdaj, na kaj moramo zdaj vse paziti? To zdaj ni tako enostavno, kot je bilo v enem grafu, da smo pogledali točko, pa videli, ima soseda, nima soseda in smo bili veseli, ker kaj? Če postavimo oddajnik, na primer v J, bo ta oddajnik pokril M in K, ker sta dovolj blizu, ne bo pa pokril A in C-ja, ker sta predaleč. Torej se nam splača najprej razmisliti v to smer, da mogoče, ko imamo domet dan, vseh povezav ne rabimo. Torej, vse povezave, ki naš domet presegajo, so nam neuporabne, nam v bistvu dajo samo dodatno delo, torej jih lahko odstranimo. Ok, zdaj pa slikca že malo boljša. Ok, naš graf se poenostavi. In zdaj, ostale so samo tiste povezave, ki so znotraj dometa. Torej, zdaj nam sploh ni več pomembno številka, torej razdalja, ampak je dovolj, da v grafu poiščemo dominantno množico. In seveda rabimo, če rabimo najmanjše število takšnih oddajnikov, rabimo najmanjšo dominantno množico. Ne? Kaj lahko opazimo? Ja, opazimo, da ko smo povezave zbrisali, naš graf ni več povezan, torej je razpadel na dva dela, na dve komponenti. Torej moramo za vsako posebej rešiti problem in potem se to združi v rešitev za celoten začeten graf. Ok, torej zagotovo bomo oddajnik mogli postaviti v G ali P. Kaj pa tule? Morate malo razmisliti. Kako? Najbrž v B je fajn, da je Najbrž v B, ja, B je povezan, B pokriva veliko. Ok, če ga damo v B, kaj nam še ostane nepokrito? FL pa tale dva. Torej, zdaj z enim tega pa tega ne bomo pokrili, torej moramo zbrati enega za sem, pa enega za sem, ne? Ok, in res je, vidimo, kaj sem spravila, ok, naša optimalna rešitev dejansko vključuje 4 oddajnike. Zdaj, ko imamo model, se potem lahko še v to smer poigramo, da dajemo, ok, rabimo 4 oddajnike z dometom 50, te nas bo stalo toliko. Morda lahko naš model pogledamo, pa ugotovimo, da si v bistvu ne rabimo dometa 50. Podatke imamo, ne? Najdaljša razdalja, ki jo imamo v našem grafu, je koliko? Ki jo lahko zanemarimo, zato ker je ena krajša, ki bo pokrila stvar, torej naslednja. 42 bo še 42, ki imamo tule, ta bo zagotovo mogla biti pokrita, pa tle imamo še eno. Ok, torej, mogoče lahko kupimo cenejše oddajnike, če obstajajo, ki imajo dometa karkoli med 42 in 50 bo v redu.
Lahko pa gremo še v drugo smer. Mogoče pa, če vzamemo dražji oddajnik, ki bomo rabili manj, in bo na koncu cenovno bolj ugodno. Zdaj, če bi želeli rešiti še to za oddajnik, ki ima daljši domet, bi mogli iti od začetka. Spet iz celega grafa odstranimo, kar je preko in rešimo problem še nekaj. Je pa to ena od možnosti, ki jo imamo, zato da ugotovimo, kaj se nam bolj splača. Ok, naslednje. Načrtovanje avtobusnih postankov. Zdaj, če vzamemo ameriške šole, pa tam je to zelo enostavno za oblikovati, pri nas bi šlo to malo težje, ampak večina ameriških šol ponuja svojim učencem prevoz v in iz šole s šolskim avtobusom. In običajno imajo šole določena pravila, kje naj se avtobus ustavi, ali pa koliko časa naj vozi, koliko naj traja celotna pot in tako naprej. Ok, če zdaj vzamemo tole za naš model, torej recimo, se rekel, v Ameriki je malo lažje, ker so vse ulice večinoma pravokotne, ne? Torej, če je to okrožje šolsko, pa so točke, križišča in povezave ulice. Ja? Tule pa šola. In zdaj, kar nas še zanima je, kakšno omejitev ima šola, zato da bomo lahko karkoli s tem se pomagali. In vprašanje je, kje naj ima avtobus postanke, če ima šola pravilo, da lahko učenec prehodi največ 2 ulici. Ali do šole, ali do najbližje postaje. Ok, spet si lahko malo pogledamo naš graf, poprobamo kaj malo tega videti, še predlog. Najprej odstranimo se one, ki so to 2 ulici oddaljene od šole. Kako? Najprej odstranimo se one, ki jih lahko že tako na začetku. Torej tiste, ki so dovolj blizu šole. Ja, tiste lahko damo stran, pa si graf zmanjšamo. Ja, se strinjam. Ok, recimo, da smo po globokem razmisleku se odločili, da bo naš avtobus imel tole pot. Koliko postankov imamo? Stavljamo se na križišči. 9-10. Ok, 10 skupaj šolo, ja, 9 sicer. A se moramo ustaviti v vsakem križišču? Zato, da zadostimo temu, da ne smemo, da ne bojo učenci hodili 2 ulici? Verjetno ne, ne? Tole lahko spustimo, zagotovo. Pa še kakšno lahko spustimo. Torej, zato, da zadostimo pravilu, ki ga ima šola, je dovolj 5 postankov. Vključno šole. Ja? Ok, pa je šola prijazna, pa se jim zdi, vsi uporabljamo avtobus, ne helikopterja, tako da gremo itak mimo. Mogoče bi bilo pa lepo, če se ustavimo na vsakem križišču, mimo katerega gremo. Ne? Torej, in če se moramo ustaviti v vsakem križišču, pridemo kar naenkrat iz 5 postaj na 10, kot ste že omenili. Ne? Ok, to je zdaj še enkrat toliko postaj. Zdaj pa je na mestu se vprašati, a zdaj, ko imamo neko novo zahtevo, mogoče obstaja kakšna boljša rešitev? Torej, ali je ta naša rešitev optimalna, imamo kakšno pot, če zdaj spremenimo našo pot avtobusa, da bomo imeli manj kot 10 postankov? Lahko predstavimo šolo. Ne, žal, šole ne moramo predstaviti. Ampak odgovor je ne, rešitev ni optimalna. Lahko zberemo tašno pot. In ta pot zdaj zadostuje tudi dodatnemu pogoju. Torej, noben ne bo hodil več kot 2 ulici, pa na vseh postajah se bomo ustavili in v tem primeru imamo 7 postankov. To je že 3 manj kot 10. Ja, ne ustavimo se 2-krat na isto, ne?
Ja, ampak če bi vozili, pa se verjetno mogli, ali se ne bi. A je število postaj ni enako število teh puščic, ki so naredili? Ne, število postaj je enako število točk. Torej na vsakem križišču se ustavi enkrat. A ja, dobro, v realnem bi lahko se napolnili. V realnem bi se pa lahko, ja, ok, se strinjam, sam to tudi ni ravno praktično. Ok, torej, ja, iz 10 smo prišli v tem primeru na 7. Torej sta bile naši dve rešitvi. Zaenkrat nismo še nič govorili o nobeni drugi varianti dominacije. Zdaj, kaj je bila razlika? Tule, ko smo iskali rešitev, napram oni prvi rešitvi, napram problemu z oddajniki. Na bistvena prva, ki nam pride na pamet, je, ja, za oddajnike smo gledali domet, pa da je eno povezavo stran, tukaj smo rekli, da hočemo, da ne bo hodil več kot 2 ulici do postaje oziroma šole. Torej, obe dve možnosti, oziroma vse 3, tudi ona prva, ko smo imeli tukaj samo 5 postaj, predstavlja ta rešitev problema razdaljne 2 dominacije. Torej, gledamo točke, v katerih postanki niso predvideni, torej, ki niso v naši množici, so na razdalji največ 2 od točk, kjer imamo postanke, torej od točk, ki so v dominantni množici. Ok, ti dve rešitvi sta pa hkrati tudi povezani dominantni množici. Torej, če iz grafa odstranimo vse bele točke, nam te rdeče, še vedno imamo eno komponento, torej imamo povezan graf. Ok, torej zdaj smo spoznali 2 novi varianti dominacije. In opazimo lahko, da ta spodnja je nek pogoj, ki je na množici, na dominantni množici, torej množica mora biti povezana. Tale zgornja pa nam v bistvu spremenimo na našo začetno definicijo. Torej zdaj ne zahtevamo več, da ima vsaka točka v množici soseda, ampak da ima vsaka točka v množici soseda na razdalji največ 2. Okay. In ti dve zadevi sta med sabo kompatibilni, v smislu, v teh 2 primerih govorimo o povezani razdaljni 2 dominaciji. Ker imamo povezan podgraf, pa razdaljno 2 dominacijo. Ok, naslednja. Ok, imamo skupino ljudi in kot vsaka skupina ima različne lastnosti. In želeli bi sestaviti nek odbor, ki ima čim manj članov, tako da bo vsak ni v odboru imel nekaj skupnega z vsaj enim članom odbora. Ok, podobno kot prej, najprej bi želeli iz teh podatkov narediti graf. Intuitivno, kaj bo kaj. Če nekaj skupnega bo povezava. Če nekaj skupnega bo povezava, torej če bo to skupno povezava, so točke ljudje. Torej vsakega človeka predstavimo s točko in povezavo dodamo, ko imate v sebi nekaj skupnega. Tako dobimo graf. In v tem grafu zdaj spet hočemo najmanjšo dominantno množico, hočemo najmanjšo odbor želimo imeti. Ok, primer. Imamo 10 ljudi, tole je graf. Kako? Teh 5 noter je v odboru. Ok, jaz sem malo drugače razmišljala, pa sem rekla, teh 5 zunaj je v odboru. Pa blizu dovolj. Ok. Torej, naše rdeče točke so res minimalna dominantna množica. Če damo, na primer, Petra stran, Klara ne bo zadovoljna. Ker ne bo imela soseda v množici. Ok. Je to najmanjše, ki jo lahko imamo v tem grafu? Terezo, Olgo, pa Jana. Terezo, Olgo, pa Jana, pa Erik, pa Klara ne bo ta vesela. Oziroma čakaj, pa Jana. Olga, Jan, pa Tereza.
To bi pošlo, ne? Torej, to imamo velikost 3. Ok. Torej, mi smo ugotovili, pa jaz imam eno drugo sicer, ampak smo približno tam, še vedno velikosti 3. Ok, torej vidimo, da če damo v odvor Silvo, Rodo in Petra, bo ravno tako vsi veseli, kot če bi dali Terezo, Olgo pa Jana. Kaj znamo povedati v teh množicah? Kaj smo se do zdaj naučili? Ta rdeča, oziroma ta obkrožena z rdečo, bo kakšna? Povezana, ne? Torej, imamo z rdečo obkroženimi točkami imamo povezano dominantno množico. Zdaj pa, če te plave vzamemo, pa vidimo, da nimajo med sabo nobene povezave. In to je tudi lastnost, ki jo včasih rabimo. V tem primeru pravimo, da je to neodvisna dominantna množica. In govorimo o neodvisni dominaciji. Ok, pa še nekaj lahko naredimo. Če prevzamemo, da se vse osebe, ki so povezane, torej ki imajo nekaj skupnega, med sabo poznajo, lahko še nekaj rečemo za tole našo rdečo množico. In sicer, da, vsak rdeč ima tudi v soseščini enega rdečega. Ne? Torej, vsaka točka obkrožena z rdečo ima v soseščini točko obkroženo z rdečo. Če želimo to ponazoriti z neko zahtevo, recimo, da bomo sklepali, da bo odpor boljše deloval, pa sodeloval, če se bojo ljudje med sabo tudi poznali, ne? Torej, če bo vsak poznal vsaj še nekoga, ki je v odporu. Tle celo vsak dva. Tle celo vsak dva pozna, ja. Vesela druščina. Ok, ampak, ok, recimo, da nam je dovolj, da vsaj enega pozna. Ok. To spet lahko z dominacijo, oziroma zato spet obstaja varianta dominacije. Torej, če zahtevo, namesto da za vsako točko, ki ni v množici, ima soseda v množici, zahtevamo, da vsaka točka ima soseda v množici, torej tudi tiste, ki so, potem govorimo o totalno dominantni množici. Ok, in zdaj imamo našo totalno dominantno množico in spet se lahko vprašamo, a obstaja manjša. Lahko vam namignem, da dajte se spomniti tiste neodvisne. Ali lahko naredimo povezano na kakšen enostaven način. Še eno bi dodal nekaj povezano. Ja, ne? Torej, naši trije člani, ki so bili del neodvisne dominantne množice, imajo skupnega soseda. Ne? Torej, prej smo imeli Silvo, Robija pa Petra, pa če sam še Terezo dodamo v množico, imamo že totalno dominantno množico. Ok. Kaj smo zdaj ugotovili iz teh treh primerov v bistvu? Vsaka varianta dominacije ima neko drugačno optimalno rešitev, ne? Torej, če smo želeli povezano dominantno množico, smo rabili 5 članov. Če nam je bilo dovolj dominantna, so bili dovolj 3. Če hočemo totalno dominantno, jih rabimo 4. Ne? Tako da je naš problem dobro definirati, zato da si bomo lahko da bomo pravo varianto dominacije uporabili, da bomo dobili to, kar želimo. Ok, še en problem imamo. Skupino ljudi želimo poslati, da razišče nek neznan del sveta, nek samotni otok. In seveda zato, da bodo tam preživeli, morajo imeti te ljudje določene veščine. Recimo, da po razmisleku ugotovimo, da rabimo botanika, zoologa, gradbenika, novinarja, kuharja, geologa, zgodovinarja, da bo znal kaj povedati, pa pilota, da jih bo do tja pripeljal, pa fizika in fotografa. Ok, to je zdaj
dolg seznam zahtev, ne? To je 10 ljudi načeloma rabimo. Zdaj, poslati 10 ljudi nekam pa ni ravno poceni, ne? Torej, treba jih je poslati, treba jih je nahraniti, treba je poskrbeti, da bo imeli kaj spati. In po drugi strani vemo, da pač ljudje znamo več kot eno stvar. Ne? Tisti, ki zna kuhati, ne zna sam kuhati, lahko zna tudi kakšno sliko narediti. Ne? Ok, torej se malo pozanimamo med tem, recimo, da imamo zbranih 10 ljudi, ki temu ustreza in se malo pozanimamo, kaj drugega še znajo. Torej, radi bi imeli čim manjše število ljudi. Koliko jih moramo poslati dejansko na to našo ekspedicijo? Kako? Enega, ki vse dela, ja? To bi bilo idealno, pa bi mogoče dolgo, če se umrl. Ampak, ja, če nimamo drugih zahtev. Zdaj, prvo vprašanje je, kako je spet iz tega dobiti zdaj graf. Ne niče se jasno, kaj bi gledati točke, ali bi gledali ljudi, ali te poklici, ali mogoče potrebe. Ok, super. Kaj pa, če so oboje točke? Kaj pa, če imamo dve vrsti točk? Ene točke za ljudi in ene za pač veščine oziroma poklice. Ne? Pa, če imamo točke tako, je pa čisto jasno, kaj so pol povezave. Ja, to kar kdo zna, ne? Tako. Ok. Torej imamo dva tipa točk, za ljudi pa za veščine. In povezave smo že povedali, kaj so. In zdaj hočemo poiskati najmanjšo množico ljudi, torej neko podmnožico na eni strani, ki bo dominirala, torej obvladala vse veščine. Torej vse točke ta drugega tipa. Ok, primer. To so naši ljudje, pa to so naše veščine. Po vsakega smo že vprašali in ugotovili, da je Bogdan botanik in novinar. Super. Pa da Lorena zna kar 4 stvari, še boljše. Pa Goran zna tudi 4 stvari. In tako naprej pridemo do našega grafa. Ok. In zdaj smo rekli, v tem danem grafu hočemo neko podmnožico leve strani, ki bo dominirala, torej pokrila vse na desni. Ok, pa dajmo malo analizirati ta naš graf. Zdaj, to vse mora biti pokrito. Pa, tukaj imamo samo eno možnost, koga zbrati. Gradbenik je samo Eva. Ok, torej Eva gre na ekspedicijo, super, enega imamo. Eva, poleg tega, da zna graditi, je tudi botanik, pa fizik. Ok, super, torej Eva pokriva 3 zadeve. Pa gremo naprej. Za geologa imamo 2 možnosti. Zdaj, ali bomo zbrali, ali bo to Luka, ali bo to Lorena. Pa če pogledamo, kakšen je presek z njimi prej, ugotovimo kaj, da v bistvu Lorena zna manj stvari, oziroma nam pokrije manj novih stvari, kot nam jih je, kot Luka, glede na to, da smo Evo že zbrali. Ok, torej bomo vzeli raje Luko. Pa zdaj vam dam še lahko minuto, da mogoče probate sami najče, če bo... Še koga bomo zagotovo rabili, ne? Pokrili smo komaj 5 zadev. Še 5 veščin imamo za pokriti. A bi kdo vsaj 4 popravil ganiti, koliko jih moramo poslati? Ja, je že kar velik graf, ne? Samo 20 točk, pa je že kar ni tako enostavno. 3. Premalo. Pogrešam. Da.
Torej, izkaže se, da tile 4 pokrijejo vse in je to minimalna, torej najmanjša dominantna množica ljudi, ki obvlada vse veščine, torej moramo vsaj te 4 poslati na ekspedicijo. Ok, zdaj, v tem primeru je naš graf bil malo bolj poseben kot v njih primerih prej. Smo imeli 2 tipa točk, pa nismo gledali, da bomo vse točke pokrili, ampak samo da neka podmnožica iz leve strani pokrije vse na desni. Zdaj, grafom, ki tako izgledajo, pravimo dvodelni grafi in posledično je tudi tu govorimo o dvodelni dominaciji. Torej, ko podmnožice točke z ene strani pokrije vse, kar je na drugi strani. Ok, kar nekaj primerov smo spoznali danes dominacije, pa da imamo iti še malo nazaj kraljica. Samo obljubila rešitev, ne 8x8 šahovnice, ne? Ok, to je naša rešitev. To je 5 kraljic, ki pokrije celotno šahovnico. Zdaj, z vsem tem, kar smo do zdaj naredili, a bi lahko tale problem postavili v kontekst grafov? Kako bi z tega naredili graf? Točke? Točke so vsa polja, povezava se pa četvrli celotno polje. Tako. Torej, točke so posamezne polje na šahovnici in povezave damo tam, kamor lahko kraljica pride. Torej, če vzamemo točko, ki predstavlja to polje, bo povezana še z vsemi točkami, ki predstavljajo ta polja, pa diagonalna polja. Če postavimo kraljico sem, lahko vsa ta polja doseže. Ok, pa če zdaj to malo preklopimo v glavi, pa si zdaj predstavljamo graf, a znamo kaj povedati o tem, kakšna je ta dominantna množica, glede na to, kar smo danes spoznali? Kaj smo spoznali? Ok, zagotovo ni to dvodelen graf, super, torej ne bo govor o temu, pa nič ni na razdalji 2, torej tudi o temu ne bo govora. Povezana, ja, torej smo rekli, ta je itak povezana z vsemi diagonalnimi in to velja za vsa diagonalna med sabo, torej naša množica bo povezana. Še več, naša množica je tudi totalna dominantna množica. Ok. Pa je bolj kot ne slučaj, da se ponovno povezana pa totalno dominantno pojavi skupaj. A je to vedno res? A je vsaka povezana množica tudi totalno dominantna množica? Torej, za totalno smo rekli, da zahtevamo, da ima vsaka točka soseda v množici. Ne, ni nam povezana množica. Ali dva elementa zbereš, pa so povezana množica. Da ni nam dominantna. Ok, ampak če imamo dominantno množico, ki je povezana, a je to tudi totalna dominantna množica? In se spomnim tudi primer, ko smo ga imeli grafa za dominantno, ko smo dali definicijo dominantne množice. Če imamo množico, ki je velikosti 1, je ta povezana, nima kaj povezati, ni pa totalna, ker en element nima še enega soseda, ki bi bil v množici. Ok, in tudi obratno ni vedno res, ker ni vsaka totalna dominantna množica tudi povezana, ker lahko vzamemo en par na enem koncu grafa, en par na drugem koncu grafa in med njima ni povezav, med sabo pa ustrezata definiciji. Ok. In vse, kar sem zdaj povedala, je izgledalo dokaj enostavno, pa zabavno, pa pač imaš problem, malo si ga narišeš, pa poiščeš neko dominantno množico oziroma neko varianto dominantne množice. A je to res tako enostavno? Torej, zagotoviti, če to res tako enostavno, v bistvu vprašanje, na katero želimo govoriti, kako težko je pravzaprav najti neko minimalno dominantno množico ali pa najmanjšo dominantno množico v grafu. In v matematičnem jeziku je to problem dominantne množice, ki je definiran tako. Pri danem grafu, torej dan imamo le graf in neko število, naravno število, ker iščemo neko velikost množice. In
hočemo odgovoriti na vprašanje, če ima naš graf dominantno množico velikosti največ k. In to se izkaže za zelo težek problem. Leta 1979 sta Gary in Johnson pokazala, da je dominantna množica nepopoln problem. Nepopoln pomeni težek. Okay? Da se ne spuščamo v detajle. In kaj je pravzaprav težkega pri tem problemu? Ja, recimo, če bi znali pač vse množice napisati, če se usedemo, pa lepo spišemo vse minimalne dominantne množice, ja, kje je problem preveriti, če je kakšna velikosti k? Ja, težava je pri tem, koliko množic ima sploh lahko graf. Ne? Torej, koliko minimalnih dominantnih množic ima ne graf, na to tudi poznamo vsaj približen odgovor. In sicer Fomin in soavtorji so pokazali, da za graf na n točkah je lahko nekaj med 1,5 na n pa 1,7 na n v grobem dominantnih množic. Če je n majhen, je tudi množic malo in tudi ni problem te peš preveriti na papir. Če je točk veliko, je pa že malo težje. Ja? So to minimalne ali vse? Minimalne. Samo minimalne. Ne vse. Vseh je še toliko več. Ok. Tako da v splošnem zadeva ni tako enostavna in če imamo večji model, torej več točk v grafu, pa da ne gre več peš, zelo verjetno ne bo šlo niti kako drugače. Ali pač. Nekaj pa gre vsemu v pozitivno smer. Torej, ko se v matematiki srečamo z nekim nepopolnim problemom, in v tem primeru je problem na grafih, skušamo najti neke omejitve na teh naših objektih, pa videti, če ima objekt to pa to lastnost, a postane problem kaj lažji. Ok, in nekaj rezultatov v tej smeri je. Zdaj, naštela bom nekaj starejših rezultatov, ki so malo manj zakomplicirani za jih razumeti. Torej, prvi tak rezultat je Orejev iz leta 62. Torej, če imamo graf, v katerem ima vsaka točka vsaj enega soseda, torej z malim delta označujemo minimalno stopnjo grafa, torej velikost najmanjše soseščine. Torej, če ima vsaka točka vsaj enega soseda, potem dominantna množica ne bo imela več kot polovico točk. Ja, torej, dominantno število bo največ na polovici, na število točk. Ok, zdaj, ta rezultat je zelo približen in lahko daleč od tega, kar je dejansko stanje. Če si samo za primer vzamemo unigraf, ki smo ga imeli spet pri definiciji dominantne množice, unigraf je imel 6 točk. Torej bi nam ta rezultat rekel, ok, dominantna množica, minimalna dominantna množica bo imela največ 3 točke. V resnici smo imeli minimalno dominantno množico velikosti 1. C je bil sam. Tako da, tukaj je rezultat v bistvu lahko v nekem grafu zelo daleč od tega, kar je dejansko dominantno število. Je pa to rezultat iz leta 62, s katerim se je mnogo avtorjev ukvarjalo, matematikov, in prišlo do postopoma do enih 5 boljših različic v času. Zadnje je z logaritmi, ulomki in stopnjami, ja nisem zanuti zapisala. Ok. Drugi rezultat, ki ga imamo, je Ridov iz leta 96. Torej, če imamo povezan graf, pa ima vsaka točka še 3 sosede, potem vemo, da dominantna množica bo imela največ 3 osmine točk. Ja? Torej, še v tem kontekstu. Zdaj, če pogledamo, tukaj imamo poleg pogoja za stopnje, tudi še en pogoj zraven. Imamo graf, ki je povezan. Tule tega pogoja ni. Ok, še kakšna zgornja meja? Je. Imamo tudi zgornjo mejo za poljubne grafe. Ker je poljuben, seveda zadeva ne zgleda tako enostavno kot v prejšnjih 2 primerih. Torej, to neko število, odvisno od števila točk v grafu, od najmanjše stopnje, torej velikosti najmanjše soseščine in največje stopnje, kar je velikost največje soseščine. Ok, in zdaj, vsi te 3 rezultati nam v bistvu povejo samo, ne bomo rabili več kot toliko točk.
A obstaja tudi kakšen, ki nam pove, bomo rabili vsaj toliko točk? Obstaja, seveda. En tak je Weberjev izrek iz leta 81, ki velja za skoraj vse grafe. Torej, če je K to ne preveč lepo število, potem vemo, da bo naša dominantna množica vsebovala vsaj K plus 1 točk, pa največ K plus 2. Je zanimiv rezultat. Ne? Pa tole število je v bistvu odvisno samo od števila točk grafov, če pogledate. E je pač konstanta. E. Ja. Ok. En starejši, pa malo drugačen rezultat je pa tisti Beržov iz prve knjige, ker je koncept dominacije bil omenjen, torej iz leta 62. Za poljuben graf vemo, da bomo rabili vsaj toliko točk, pa največ toliko točk. Ok. Zdaj, ni vse tako črno. Zdaj večinoma za poljubne grafe in za, če pogledamo za nazaj, smo imeli samo povezan, pa nek pogoj na stopnje, pa tako naprej. Zdaj, v teoriji grafov imamo veliko grafovskih razredov, torej ko grafe z istimi lastnostmi združimo v razred grafov, bomo rekli. In študirana je bila dominacija tudi za posamezne razrede grafov in za nekatere razrede grafov imamo točne odgovore. Če naprimer vzamemo polne grafe, kaj je poln graf? To je graf, kjer so vse točke med sabo povezane, torej imamo vse povezave. Torej, če vzamemo poln graf na 4 točkah, pa smo rekli, vse povezave imamo. Kaj bi dominantno število tega grafa? Ena, ker vsaka točka je povezana z vsemi ostalimi. Torej, čim bo graf poln, imamo pogovor. Ena. In podobno obstajajo točni rezultati še za nekatere druge grafovske razrede, ki pa spet bi lahko imeli eno predavno samo tako demografovskih razredov, tako da to bi bilo danes z moje strani vse. Lepa. Zdaj imamo čas za vprašanja. Tisti problem ekspedicije, ko smo ga pregledali, tam je graf dvodelen, kaj tam, to se z mađarsko metodo rešuje, ali ni tako? Z mađarsko metodo se običajno rešuje problem prirejanja. To je malo drugače. Aha, ne veš, ko smo. Ne. Še eno vprašanje v zvezi s problemom kraljic. Mislim, da zasledil, a imamo kot zdaj končni odgovor za nepredne šahovnico za kraljice? Ali za splošen problem rešen za nepredne? Ne. Ne. Ne, že za 8 so rabili 130 let. Ampak ja, ne, mislim, da ni še znano za vse naja, sploh ne, da bi bil kakšen izraz v odvisnosti od naja. In ta rezultat, ki ga je potem Steinhoff pokazal leta 1999 za 8x8, ko je pokazal, da 5 kraljic zadošča, on je v bistvu pokazal, da je 5 zgornja meja ali da je spodnja meja, kaj ni bilo priznano. Najbrž je to že ugotovil prej, da je 5 dovolj, ne? Samo on je najbrž pokazal, da z manj kot 5 ne gre, ali je bilo priznano, da... On je pokazal, da z manj kot 5 ne gre. To je bilo najbrž tista težja smer. Zdaj bom še tukaj vprašanje pri tistih oddajnikih. V bistvu naravno vprašanje, kaj narediti, recimo, če lahko do oddajnik postavimo med razsebinate? Se pravi, na sredino med obima zemlja, ne? Ok, zdaj... A se to tudi da pa kako z grafi narediti, ali bilo to bolj kakšna mikrometrija bolj? Ja, zdaj, če imamo določeno točno sredino, lahko tja damo še eno točko, pa nam to nič ne spremeni. Če pa karkoli na poti, je pa to z grafi že vsaj z dominacijo malo težje izvedljivo. Ne vem sicer, kako bi se sploh graf, kaj bi sploh bil graf tukaj, ne? Ampak sam sploh vprašal, če so kaj to razmišljali že slučajno. Ne. Ni več, kot so točke. Ja.
Ena možnost bi bila za kakšni meeting, v novem celice mogoče, ne vem, nisem načel. Ja, nisem. Sam to bolj kombinatorično fotografov vložil. Še eno vprašanje, mogoče glede tiste zgornje meje 3/8 n pa podobnih rezultatov. Se tukaj da tudi hitro najti tako množico, ali je to kakšen dokaz, ki je samo pokaže obstoj, pa ne pove, kako jo tudi najdemo? Zdaj, okej, za tega je dokaj enostaven, ne? V bistvu, če imamo nek grafo, vzamemo vsako drugo točko, bomo rekli, ne? Bomo zagotovo pokrili vse. Zdaj, za 3/8 n iskreno povedano, mislim. Da je dokaz zelo kombinatoričen, mislim, da ne poda množice. Če ni kakšna verjetnostna metoda vmes? Ne, ni verjetnostna metoda, ampak ne vem, če pa tako verjetno z analizo dokaza bi se dalo tudi priti do tega, kako do množice konkretne priti, pa zdaj. Možda še jedno tehnično, kako ste grafe risali, s kakšnim orodjem? Če je bilo zdaj. Dosti dela. Risala sem jih z IP, če poznate. To je prosto dostopen program. Je pa tako, ja, ko se na IP navadiš, je to enostavno, sicer to traja. Ker ne, je dejansko slikca, točke pa povezali. Vse v tem še, če imaš narediti graf, imaš nekaj doboje, kakšen algoritem, ne vem, takrat numerično iskati problem. Še enkrat. Če se da narediti kakšen algoritem, da ti zbere, da bi najde rešitev, recimo, ko sem bila prej, recimo, ko smo imeli imena in lastnosti, recimo, ljudi, ne? Imaš ljudi, potem kakšen programček, recimo, se da to. Ja, zdaj, tam, kjer imamo točne rezultate, je to narejeno, ja. Tam, kjer so približki, torej, kot so te rezultati v tem stilu, je pa brute force v bistvu. Spisno cepa in preveri, koliko da jih ni preveč. Ker je dosti več, pa... Kako pa se potem ti problemi dejansko v praksi rešujejo, ker verjetno je to precej praktičnih problemov, ne, pa neka rešitev najbolj si vseeno želi najti, pa tudi če ni optimalna. Ja, zdaj, za nekatere, spet, v odvisnosti od tega, s kakšnim grafom pristanemo, za nekatere obstajajo približki, torej aproksimacijski algoritmi, ki jih rešijo. Nekatere se reši lahko mogoče s pomočjo dinamičnega programiranja, verjetno bi to šlo, torej se najde neko metodo, ki potem pač koliko toliko naš problem reši. Mislim, da že to, okej, zdaj te res niso najbolj točne in so res eni izmed starejših in prvih znanih mej, ampak že za te meje obstajajo, že za te pogoje obstajajo dosti boljše meje, na primer, ne? Tako da nam že to pove, da če se zadeve lotimo in presežemo mejo, da delamo nekaj narobe. Je to neka varovalka lahko. Če pa še enkrat kaže, no potem bi se še enkrat zahvalili predavateljici.